Orjaški tropski klop. Na pomoč. Ne, limona je. S tumorjem. Dobrodošli nazaj, v oddaji ta teden. V prvem delu oddaje smo govorili o nesojenih računalnikih Ministrstva za digitalno in stilsko preobrazbo. Naš korespondent Žerjal pa je zadevo vzel v drobnogled. Gospod Žerjal, dobrodošli, pozdravljeni v oddaji ta teden z Juretom Godlerjem. Povejte, kaj ste odkrili? Ja, jaz sem se potem prijavil na ta njihov razpis in so mi eno od teh računalnikov tudi poslali. Čakaj, pa kako se vi nimate otrok, gospod Žerjal? Ja, to sem se malo zlagal pač. Dejansko se izkaže, da noben tega ne preverja, ker jim tako stajajo, tako da so mi kar enega poslali. V bistvu, zgleda imajo z njimi podobne težave kot vi z vašim romanom. Noben ga noče. Gospod Žerjal, imate vi radi svojo službo? Ja, zelo, zakaj? Pa ste kaj raziskali ta prenosnik? Je to res, kaj mu očitajo nekateri, da je popolnoma neuporaben? Baje nima niti Windowsov gor, pa operacijskega sistema. Gospod Godler, daleč od tega, da bi bil neuporaben. Res mogoče nima Windowsov, ampak so pa namestili gor odprt operacijski sistem Svoboda OS. Resno? Samo poglejte. Okej. Poglejte, kako se je naša vlada potrudila za nas. Dobro. Okej. Malo se zatika, ne? Ja, začetni zaslon so zgleda, da si malo vzeli navdih po govorih od Sajovica. 60, 70%, 80, 82. Saj bo počasi naložil, samo malo več časa. 85%, 90%. Dajmo Svobodo OS, imaš to, greš? Okej. Evo, okej, zdaj je operacijski sistem naložen in prenosnik lahko končno začnemo uporabljati. Odprem brskalnik in ni ga več. Ni ga več, zakaj ga ni več? Ne, zgleda ga je medtem, ko smo govorila, Svoboda OS že zamenjal, ker je za domačo stran imel Google namesto njihovega iskalnika in Svoboda OS že ne bo podpirala aplikacij, ki ne igrajo za njihovo ekipo. Če prav razumem, Svoboda OS kar zamenja neke osnovne funkcije, brez da bi se predtem z vami posvetovala kot uporabnikom. Ja, zgleda imajo pri tem podobne nekako načine uporabe kot svojimi poslanci. Ampak poglejte, tako dolgo se pogovarjamo, da se vmes že vklopil ohranjevalnik zaslona. Ljudje plešajo, vidim. Okej. A ni to lepo? In to kar zunaj. Me že kar prime, da bi jaz začel plesati not. Kako navdihujoče. Ja, meni je malo moteče, ker ni muske. Ja, mogoče bojo dodali to v naslednji različici. Ampak čakajte, gospod Žerjal, ta prenosnik zgleda že par minut, še zmer niste nič dejanskega naredili. Ljudje bojo mislili, da je Svoboda OS neka zasilna alternativa, ki v resnici nič ne naredi. Gospod Godler, daleč od tega. Ja. Glejte, gremo poskusiti nekaj objaviti na Facebook. Okej. Evo, samo odprem Facebook in... Ja, pa se je, evo, vidim, ja. Aha. Okej, dobro. Tako. In začnem tipkati. Živijo. Gospod Žerjal, pišete skoraj tako, kot Sajovic govori. Ja, brez neumestnih komentarjev, prosim. Živijo. No, potem gremo tu, kliknemo naprej in evo, naša objava je bila poslana inštitutu 8. marec, da ga odobrijo. Počakamo samo 4 do 5 delovnih dni in vmes se bojo odločili, če je za ven ali ne. Ne vem za vas, ampak jaz že dolgo nisem počutil tako svobodnega. Čeprav se ne veste, če vam bojo odobrili. Kaj pa, če ste šli v zapor? Gospod Godler, to se skoraj nikoli ne zgodi. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.